Gospa Jasna Pečjak, za vami sta dve invazivni, zahtevni bolezni, ki ste ju premagali. Pred nekaj leti so vam pomagali s transplantacijo pljuč, pred kratkim časom pa ste zboleli za boleznijo COVID. V prvem primeru ste bili v umetni komi en dan, 24 ur, zdaj 30-krat dlje. Kako bi nekomu, ki recimo še danes ne verjame, da je pravzaprav COVID bolezen nekaj več kot le nekakšna blaga gripa, povedali, kako resna, zahtevna bolezen je v resnici to? Ja, drugim razlagati je zelo težko, ker ne prizadene vseh ljudi enako. Tudi transplantiranci so nekateri prestali tale COVID kot blago gripo, nekateri malo težje, nekateri smo pa res dali precejšnjo izkušnjo skozi, tudi z intenzivno nego in tako naprej. Zelo težko je pamet soliti drugim, dokler sam ne izkusiš. Pa vendar je zagotovo kaj, kar bi ljudem položili na srce. Navsezadnje ste gospa, ki ima izjemno fizično in psihično kondicijo, ki se lahko pohvali s športnim duhom, z nenehno dejavnostjo, in vendar vas je ta bolezen nekako prisilila v počivanje in pustila zelo močan odtis, posledice na vašem organizmu, na mišicah in tako dalje. Ja, bom rekla to, kar pravi tudi doktor Kozjakova. Zdrav način življenja zmeraj koristi in zmeraj pomaga. Že v vsakdanjem življenju ob takih malo težjih potekih bolezni je pa še toliko bolj pomembno, če je bil organizem do takrat nekako primerno hranjen s hrano in s športno aktivnostjo. Zato, ker zdravo telo se lažje ubrani ali pa lažje bori tudi proti taki hudi obliki, kot sem jo jaz dobila. Pa morda veste, kako se je zgodilo, da ste zboleli za covidom, da ste se okužili z novim koronavirusom? Smo kar vsi ga preboleli v hiši, tako da je bil mehurček, covid mehurček, vsi smo zboleli. In kako hitro se je vaše stanje poslabšalo, tako da ste potrebovali zdravljenje v bolnišnici? V 3 dneh. Kako pa se je potem odvijalo naprej v bolnišnici? Se je nuja po zdravljenju z intenzivno nego pokazala tako rekoč takoj? Takoj. Takoj, ko sem imela pozitiven test in so bili na infekcijski obveščeni, da prihajam, mislim, da to, kot je potrebno, da postopek steče, da si sprejet in tako naprej. Moram reči, da se jaz tega ne spomnim. Kako pa bi, ne vem, če se ozrete nazaj, ubesedili svoje počutje, svoja občutja v tem času, ko ste bili v komi in potem, ko ste se vrnili nazaj? Meni ni bilo nič hudega. Jaz sem spala in sanjala in sanje niti niso bile tako slabe, ker sem bila ves čas bolna. Pripravljala sem se na okrevanje. Okrog mene so bili neki zdravniki, ki so se potem izkazali za kar za resnične. Tako da meni ni bilo tako pravzaprav nič hudega. Mislim pa, da je vsem ostalim bilo malo huje. Kako pa je bilo s fizičnim stanjem potem, ko ste se prebudili iz kome, ko je bilo treba na novo zadihati, na novo hoditi, na novo opravljati vse tiste malenkosti, ki jih sicer štejemo kot samoumevne? Ja, tisti je bil pa kar šok, ko je glava začela delati, telo je bilo pa zelo nebogljeno. Takrat sem pa jaz videla, kaj je to COVID-19. Tisti čas je bil pa malo neprijeten, zato ker če lahko samo malo pomigaš s prsti, vse ostalo je pa ne uboga telo, ne ubogajo prsti, te pitajo, te preoblačijo, je pa malo naporno za glavo.
Lahko pa sam pohvalim fizioterapevtko, po 2-krat na dan je prišla do mene, da me je razmigavala, pripravljala spet na normalno življenje. In koliko časa je minilo od takrat, ko ste se vrnili domov? 9. februarja sem bila odpuščena s pulmo oddelka, potem sem bila še 14 dni na Soči hospitalizirana. Zdaj pa hodim, se pravi, od 19. februarja sem doma, ampak rekreacijo izvajam doma, pa 2-krat na teden na Soči. Za kdaj ste si zadali cilj, da se boste lahko ponovno odpravili tja, kamor vas vleče vaše športno srce? To pa ni več odvisno od mene. Jaz sem prvo več raztežajno smer že splezala kar v Sloveniji, v Vipavi. Paklenica, prehod meje pa ni več odvisen od mene. Jaz sem pripravljena. Se pravi, pripravljeni za akcijo, samo ukrepi morajo postati nekako razumni in nam omogočiti nemoteno življenje. Ja, tako nekako, ja. Omenili ste, da ste bili že zaščiteni tudi s cepivom proti COVID-19. Ja, včeraj sem bila cepljena, prvo dozo sem dobila. Je pa tako, da transplantiranci, ki jemljemo imunosupresive, je ta zaščita manjša kot pri normalnih ali pa zdravih ljudeh. Tako da je v bistvu v tem trenutku, ko pravzaprav smo nekako vsi še v tej fazi, ko moramo res dosledno paziti, da bi se ubranili te okužbe, je torej enako tudi pri vas kljub cepljenju. Ne, to bo pri meni ostalo, ker jaz sem bila z masko v zaprtih prostorih pred covidom že. Ravno zaradi nevarnosti okužbe, ki pač za transplantirance ni najbolj ugodna. Morda še končno sporočilo nasploh vsem, glede na situacijo, v kateri smo, ko mnogi obupujejo nad veljavnimi ukrepi, ko si mnogi želijo nazaj normalnega življenja, kaj bi ljudem položili na srce? V bistvu vsak zase najbolj ve, kaj je zanj normalno življenje. Zdaj te omejitve jih rajši ne bi komentirala, bi pa vsekakor vsakemu priporočala previdnost. Ostanimo previdni v stikih, v druženju, ampak tudi to ni 100% zaščita pred tem virusom. Ta virus je res nekaj posebnega in nam je svet postavil na glavo, no.